A bo. Zaspal sem šele ob 3 po noč, pičku materni. Uje, bem ti. Koga? Kva pa je bilo? Kaj si pa v nedeljo po noč, toliko cajta po koncu bil? Sej mislim, da... Šuro za disko. Mislim, da... Ne, sej Halloween so že imeli. A še zmer gojimo to mistiko, da to mi kaj v nedeljo zvečer snemamo, ali kaj? Valjda. Mislim, v bistvu ponedeljek zjutraj. Ja, direktnega. To zdaj, ko poslušate, mi kar pijemo kafe. Ja, Madonna je dober danes. Kaš pa v druglička, ali kaj? Ja, so pa v druglička. Pa znani zvok kofeta, ja. Tako kot kofe naredi, kavica. Ja, ne ta les kafeja, veš, kaj je v Pixti. Ja, ta prvi preden te pravo skuhaš, veš. Ja. Če ob 6 zjutraj... Jaz si ga ne pijem, ti si preveč cukrast. Ja, se zato pa ti nimaš, pa boš pil že ob 6 zjutraj v ponedeljek. Jaz nes kafeja ne pijem, kaj je presladek, zato raj kar poperu udaram. Če to ni validen razlog, jaz ne vem, kaj je. Če pa ta ni dosti validen, pa da je toliko starih, kaj danes ga namo več, tako da ga dajmo. A si sprobo, ti si obupno sladko, vidi. Ti si res sladko. Res? Ne, jaz sem parkrat, ko sem pač... Jaz sem red sladko kavo. Ok. Jaz pijem brez. In kdaj sem si tega hudiča sem si pravošel, ko sem se vozil, ki je pa tisti je... Nino. Mislim, ja. Če imaš rad... Ne, jaz sem drugač za espresso, za eno žličko sladkorja in je to... A za eno žličko espresso? Ne, jaz brez cukra. Brez cukra, valjda, jaz tudi espresso z... Ampak imam pa ta lahkoten dan mlek. Zanj sem ga v službi najdel. Ni bilo nobenega drugega mleka, razen lahkoten dan mlek. Lahkoten dan, kaj pa je lahkoten dan? Brez laktoze, Zihar je to za neki dober, pa sem bolj pač tega pil. Ni to cileta, vidi. Če cilj imaš 4 kartone, pa očitno, kaj je bilo samo to. Ne vem, da ima en imel tega. Ne, pa saj tudi sojno je, pa tudi vsi ti mleki so bili, samo to več navaden ni bil. Dobro. Še polovičen. Navaden ga pa ni bilo, kaj? Ne, pa tudi še polovičen ga tudi 1,6 ni bilo, ampak ne, pač, ja. Sam lahkoten dan je bil tako, da tisti dan mi je bil res težek in nič prav lahkoten. Ti si sam voda, pide. Ja, saj brez veze. Sploh ne vem, zakaj sem si tisto lival, ko bilo bolj, da samo kavo. Pa magar malo cukra dal. Zanj sem en dokumentarc gledal od Napolja. In je moraš prav povedati, da ne bi, ker dajo cukor že prej noter v šalco. Pa ti čez posijo, kaj? Ja, tako da moraš se prej najaviti, da ti ne bi. Dobro, sem vedel zdaj, če v Napolju pil kavo. Pa to bi se čisto redo, ne. Če tako je, pač tako je. Jaz bi polkrat tako pil. A bi? Ja. Mislim, jaz tudi ne bi zdaj, če mi v naredu... Če to na lokalno značilen način, pa pač dajmo, ne. Ja, mislim, če bi živel v Napolju, bi pa... se bi jih probil navaditi, da za me ne s cukrom, ampak se prilagodiš v bistvu. Ja. No, ampak če bi pa živel v Napolju, bi pa premislil, mogoče če bi bil ful dober v štir, da se zmenila, da mi brez, pa bilo, to pa mogoče tudi šlo. Jaz bi tudi tako rekel, pač se veva, brez. Ne. Ni zdaj heretik tam. Mogoče bi bilo pa všeč, kaj pa veš, se veš. Če se bom preselil v Napoli, vam sporočim. Zdaj fuzbol zelo dober brca je tam, tako da mogoče zaradi tega že. Ja. Pa se jesti je dobro. Dobro, to pa sploh. To ne dvomim, pa toplo je tudi najbrž malo bolj. Lohbel. Mislim, kukar je bilo zdaj, ne. Zdaj je bolj hladno. Zdaj bolj, ja. Ja. Dole pa najbrž še zmerkar toplo. Ja, možno, ja. Počakamo trenutek, da Peni najde temperaturo. Pred 14 dnevi je bilo 29 stopinj, mislim, noro. Ujebem ti, vročina, sparina, ne grem kaj pizda. Ja. To 30, 28, Dobro, ne, 30 pa ni bilo pri nas. 14 dni nazaj. Včeraj je meni doma kazalo 28 stopinj, lepo prosim. Je dobro, tako imaš keke direkt sonce sije gor. Nač porge tam.
Ne, ni res. Čisto po pravilih je postavljen 1,5 metra v tal v senci. Lepo te prosim, nehaj. Če me tako neumnost vprašaš, neumno vprašanje zahtevajo neumen odgovor. Je bil pa dober. Zelo lepo, to je šporkačen, zelo lepo. Mislim, predvsem me veselil, da nisi niti trenutek okleval, ampak tako izpustil. Tako. Pravilno, temu se reče. Ne. Tako je prav. Nič, avizo. Gremo na avizo. A smo že tam, ali kaj? Ja, ne vem, ali če kaj v šporih da povedal, pa v rodinu. A imaš drugače plina ali ne, hitro sedaj? A imaš digitalen ta termometer? Digitalen ali je? Ne. To že ni, to že ni. Mi pa imamo klasiko. To pa že ni uvrevljeno z, ne vem. Ja, to je ziher nemški inštitut za kakovost. Kamo zdaj peli? Gerhard je požegnal. Je spet crknil. Ne, zdaj bo v redu. Smo? Ja, smo. Zdravo, to je podcast o življenju in vesolju in sploh vsem, ki že 129 epizod zaporedoma obdeluje eno poglavje, pa ne eno in isto poglavje Štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo... Se je od prejšnjega tedna zapomnil. Aljo, peli. Izi! Kako vesela druščina. No, in da to veselo druščino se lahko naročite. To je ta prva jutranja kava. Dela. Tako da naročite se na podcast, podprite nas in nas ocenite. Kako vam povemo na hvalazoseribe.si. No, jaz vas pa povabim, da gremo pogledat, kaj je bilo v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi. Mislim, da je bila ta ena od teh poglavij, ki so ta filler epizode. Ne, z enim so lepše rečejo, sam se nisem pripravil, ampak ja, filler epizoda. Ena teh je bilo. V Doktor Roman je stlačil en čuden poglavje. V Doktor Roman je neki štrlel ven. Čeprav smo pa dognali. Mislim, ni doktor je zraven, saj to. Ne, Doktor Who. V Doktor Roman je stopil vmes Doktor Who. Res je. Čeprav ta Doktor Who je v bistvu Doktor Who / Doktor Roman. Oziroma, če pa ne drugo, je malo bolj akcijsko vse skupaj. To je. Ni, da se sam lupčkajo, pa to ne. Se tudi malo lupčkajo. Ni pa hudega. Ne. Dajmo zdaj eno pozoril za kvarnik, pa pojmo pogledati, če se bo zdaj kaj lupčkal. Lupčka se bo je napolno. Ja, glede na to, da ste zdaj Fenchurch, pa spet po Fenchurch, pa pri Arturju, in da sta v Hyde Parku. Govoreče doktor Romana. Ja. Jaz bi si pa vzel trenutek, da bi prebral citat, ki je res doktor Romanovski, govori pa o Hyde Parku. Poletno sonce tone skozi krošnje dreves, kot da, kaj bi besedičili. Hyde Park je enkraten. Vse v njem je enkratno, razen smeti v ponedeljskih zjutraj, še race so enkratne. Kdor gre lahko v poletnem večeru skozi Hyde Park, ne da bi ga presunilo, se verjetno pelje v rešilnem avtomobilu za rjuho čez glavo. Mislim, Hyde Park je očitno res the place to be. Se je slepne, se je. Jaz sem mislil, da je Šunga ta prvega prebral. Z dekletom prsi poskakuje. Sonce za nalaž tako nizek. Čak, ta je bil ta drug. Drug citat. Jaz mislim, da je na tega štartu. Ampak ker smo bili glih pri doktor Romanu, se mi je zdel, da bo lepšo pelu v epizodo.
Ja, pa preseka to romantiko, pogovor dveh mladeničev, ki pravita, da en prav ob poletnih večerih in zlasti v parkih imamo sonce zato tako nizko na obzorju, da se jasneje vidi, kako dekletom prsi poskakujejo gor in dol. Prepričan sem, da je tako. In pol mu te drug odgovori nekaj, da takoj uvede v Darwina noter in se zdi ta en drugmu strašno imenitna. Ja, lej. Ampak v bistvu sta se... Skoraj QED sta naredila zdaj. Skoraj sta naredila QED, v bistvu sta sam filler, ker v bistvu Artur pa Fenčer se gresta neko igrico kaj narobe z mano, mislim, kaj narobe s Fenčerč. In ugotovimo, da Levko Mavc ni, pa prideta do enega dodaša in pa Artur ugotovi, da njena Ritka tudi ni problematična. Da je vse v redu, tudi poskusuje, kako bi rekel, je ošlatal. Ja, pa se pa žvalite toliko cajta, da se Dudar naveliče. En je obupal. Čeprav bi tako zoper Dudar rekel, je prišel sam vaditi, kad ameriška turista je odgnal, ko ste mu hotela denar dati. Če vat, ni zdaj na stop. Ja, je bela cesta. Vežba. Vežbo je sam, ja. Ne raven denara, šetnja. Ja. No, posta se pa nehala žvaliti in Artur pove Fenčer zgodbo. Koliko dva je bilo, takrat, ko sem brala, a ste mislili, zdaj pa povedal zgodbo o vogonih, pa to, da bo začel zdaj razlagati, pa pridejo, pa razfukajo. Ne. Kaj je bilo? Pa, da veš, da bomo spet bo obnova prve knjige, majke ti je Adam, smislim. Črk mi manjka, moram napisati. Prav to sem mislil. Mislim, ne to, da mu manjka, ampak da bo. Valjda, dajmo, piči. Pa tigra bo omenil, pa vse, mislim, pozor, hud leopard, pa zihar bo kaš, a veš, ampak ne. Ne, hotel tako na realnih tleh ustati, ne? Ja. Meni se zdi, se malo ni upal, ampak kaj. Verjetno. Ja, ne, ali pa tako, da je bolj realna situacija, veš, kad mi se zdi, da je Artur hotel s to zgodbo malo teren potipati, ne, a veš, a lahko pol... Da ne bi slučajno moj plašček pa to, ne. Tako, veš, ne, zdaj je videl, da je malo čudna, ne, pa je probal eno čudno zgodbo malo provaliti, da vidite, veš, ko greš do kolen v vodo, ne. Veš, ker ne skočeš, ne. Malo potestiraš. Pametno v resnici. Zelo, zelo. Zgodba pa je, kaj ćemo zdaj razložiti na dolgo in široko. Mislim, da bolj, da si to preberejo. Ne si preberejo to, kar Če si še niste, ker nekateri berete z nami, živijo vsi. Ampak v bistvu gre pa za to, da izkaže se, da je on mislil, da je... Ne spoilati, ne, če berejo ljudje. Ne, samo to, da pride do neke angleške zmešnjave, v kateri se Artur hoče biti malo enak, pa pač noče biti zato, ker je to bolj angleško. Ne, čisto. Angleško dojemanje problemov, sem to rekel. Ja, v bistvu res, ja. Ne, slučajno se spraviti v konflikt s nekom. Nikakor ne, No, lahko pa povemo, da so bili posredi piškoti. To pa lahko izdamo, po mojem. Ja, valjda. Piškoti, Gardinova križanka, ne Timesova. Ne, te so bili še pol, to je še malo. To je tudi križanka. Seveda, križanka, vzel je časopis z Gardinovo križanko, ne Timesovo. Ja, seveda, vmes se še s Fenčerč pogovarjate zelo veliko. Seveda. Preveril sem, kjer piškoti so bili. Aha, to pa lepo. Te čajni bogati so v bistvu rich tea, the most dunkable biscuits. Zgleda pa tako, kaj ene sorte Albert keksi včasih. A so Albert keksi to? Ja, v bistvu so najbrž. Kaj pa ti ber sad, da so okrogli? Jaz sem sem bral, sem si predstavljal ene sorte linške ali pa kaj tasga, veš? Ne, prav te čajni dunkable in še obstajajo. Nekaj pa nas so, veš, ne linške, ampak unite druge, veš, piškoti, ki jih nikoli ne zmanjka. Ja, čajni piškoti. To so čajni. Z lukno, ja. Ja, z lukno, ja. Čajni kolutiči. Ponavadi pomeni, da so za nič. Če jih moraš čajni kolutiči, to je pa piškoti, ki jih nikoli ne zmanjka. Ki jih moraš v čaj pomakati, zato da je sploh užiten. Tako, sam Albert keksi, a veš, niso, ne to, ne. Zato mislim, za tega sem zmedel se s tem z Albert keksi. Mogoče imajo pa drugo moko gor, kaj pa veš. Če kdo nas posluša v Angliji, mislim, ful bomo veseli, če nam pošljete en tele, kaj že... Rich tea na Brnčičeva 41G
Ljubljana. Imamo mi office, zdaj imamo office, ga bomo naročili, je bela cesta. Ja, se imaš prav, na eBay bom naročil. Ja. Ne na eBay, bolj vse, ki pridejo k nam iz Anglije, da bomo naročili ljudem. Ja, valjda. Ne pripelajo, se je office tam. Prnes, rič ti dol. Rič ti prnes. Pa Marmite pa bo. Ja, Marmite, tako. Marmite tudi nisem prav, da moram probati. Da eni imajo radi, pa eni ne. Jaz sem bolj v unih, kar ne. Jaz sem ne. Jaz sem tudi ne. Mislim pa, če bi bilo pa sam to za jaz, bi pa pojedel, ampak ajde. Pustimo. No, v glavnem, štorija se zgodi, zabaven twist ima in Fenčer zaključi, da je popoln tepček. In pa se spet ampak je to bilo tako ljubkovalno. Ja, ljubkovalno, tepček. In pa se še malo žvalite. No. Ja, valjda. Kako pak? No, če ga je še prekucal na dol, pa je ugotovo, da je presenetljivo lahka. Pa, ne, veš, to je že malo. Ne. Na unih bazah, o katerih jaz nimam pojma, je to že zihrena več. Ne, veš, po mojem. No. Kaj pa vem. Ampak v glavnem pa še Artur pravi Fenčer, da ne ona pove zgodbo. Ne. In Paul Fenčer pravi, da ta pa ne bo niti kratka, niti smešna. Ne, da bo kratka, ampak niti ne smešna, ampak kukorkoli. No, pa se pa smo ugotovili, da ni bila neki smešna. Ja, se reka, da ne. Ja. V bistvu, kukor sem jaz razumel, ugotovi, da so zemljo zgradili na novo. Samo da tega še ne znači dobro. Ne, ugotovi, da je pač zginil neki, ne. Ja, slika se je spremenila. Po mojem so oni Slati Bart Fastovi sodelavci ful slabo imeli, a veš. Ne, sem to je bila slika, je bila prej, ki je bila majhna. To ne razlagala zgodbo, ki je bila majhna, je to opazila. Ja, kdaj se je zamenjala, to je vprašanje. A zdaj ali a veš vmes, ne? Ja. Tako da ne vem. V vsakem primeru Fenčer vidi stvari malo drugače v različnih obdobjih njenega življenja. Ja, to pa je. Ugotovila je, da je nagnjena k razodetjem. To pa je. Da je v bistvu neki te, niso to flashbacki. V bistvu Eureka moment ima. Tako, ja. Da ji uletavajo in da se je podoben zgodil tudi predeli naši ljubi kugline. Ja. V bistvu, to vmes Artur še potipa ti, a ti cifra 42 kaj pomeni? Mečken je hotel. Malo pride, da vidimo, kam pridemo. Ne? Ja, je rekla ne, tako da pol je vedel, dobro, da tle nismo. Ne? Ja, nekaj za tega, ker je pol razložila, ker je ne ve, kaj se je čisto točno zgodilo. Ja, zdaj pridemo pol na to, kar smo že zvedali v bistvu v introtu prve knjige. Ne? Tako. Da se eno dekle. Pač, da se je domislil tega, kako bilo vse v redu, ne, pa, da je gospod na križu pred 2000 leti trpel zaston. Ja, tako da, in zdaj pove, kaj se je zgodilo. Razodetje je imela. V bistvu je imela razodetje. Razodetje je imela. V Riku in Zvorthu je pila čaj, gledala je na delavce, kako delajo in je in je svanulo. Ja. Kar od nekje je bilo tisto sporočilo v njeni glavi in je bilo ful simple in ful jasno. Takrat se je zgodil. Kabum. Ja. Malo se je stresalo vse skupaj. Ja, in zginil. In pol sta ugotovila, da se je v bistvu imela tako počutek, da se je vse dobesedno razletelo. Ja. Kaj bi to lahko bilo? Vse so jih razložili. Ja, halucinacije. Jedla z neki narobe. Ne? Ja. Voda pa neki. Fajn je, če gobe poznaš, kje reješ. Nekaj so bile očitno res dobre, ker pravi, da če so bile, potem jih je očitno doživljala na velikem 3D platnu s 16-kanalnim zvokom v Dolby stereotehniki. Tako da je bilo. Ja, je bilo. No, in pa se je zbudila v bolnišnici. Oziroma, mislim, da je original v norišnici in da je od zdaj naprej, ali pa saj to misel. Bolnišnica. Saj to misel. Ja. In da od takrat kar naprej pošiljajo nazaj. No, ampak je tudi ona rekla, da to ne razloži vsega skupaj, zakaj so zginili delfini. Ne? Sam Artur sploh ni vedel. Artur ni vedel, zato so ga oni ven vrgali če se vrnemo par epizod nazaj,
ki je v Greenpeaceu hotel rešiti delfine, ne? Ja. Se ga ni malo skoraj hotel prefukati. Vidiš, seveda, to je čisto šlo. Zato je skoraj bil tepen tam na Greenpeaceu. Mislil, da jih zabava. Delfinov že ni. Ne vem, koliko cajta on pa bi jih rešil. Ja. In pa vpraša, probatorjev vpraša, kam so prišli. Ja, noben ne ve, ne. To je tisto, kar pomeni beseda izgin. Ja. Ne, veš, kaj je bilo še vmes zabaven, Ko prav, da je sicer ne še nekaj močno narobe in da ti moraš to odkriti, peva dam, ne. In Artur začne zmajevati z glavo, ne. In da že mislim, ne, Artur, kaj delaš, ne. In pa se izkaže, da v bistvu, ne, da se je Artur sam hotel tresti občutka, ki ga je večkrat spremljal, da bo namreč takrat, ko bo najmanj pričakoval vesolje, skočilo iz bližnjih vrat in mu reklo, bu! Ja. Da bo pa pol celo. Je že pričakoval, da bo nekaj. Že pričakoval, da se je nekaj zgodilo. Ja, no, pa je bilo pa še nekaj hujšega, delfinov ni bilo. Ja, to ga je pač iz hiške spravili. Ja. Se jaz bi jih tudi pogrešal. Ja, se strinjam. Zelo lušni. Ja, valjda. Ja. Še posebej, če veš, ne. Ja, da so, ne. Da so bolj inteligentni, kot mi vemo, vse to smo že slišali. Ne. Ampak prav pa Fenčarč, da obstaja nek možakar v Kaliforniji, ki ve, kam so šli, ali pa saj trdi, da ve, kam so šli, ampak da je pa enorne. Nekaj smo pa tudi že spoznali. Ja. Se vse malo poveže. Wonko the same. Ja. Vonko. Zvonko, seveda, točno. Ja. In da je že študirala, če bi šel Zvonka to obiskati. In da mogoče, da bi šla. Ne. Ja. Pa se zgodi pa. Ja. Ali pa je zelo lep prehod. Ne, je pa ne. Ne, smo ga Fenčarč ga kar pred dejstvo postavne. Ja. Malga. Ti, ama tole, ki s tem le upravite. Ja, mu neki mu pomoli pod nos, ne. Tako. Ja. Ona pobrska po torbici, da na mizo. A veš, da nista pol več okolišla s temi zgodbami neki okol, pa to ni v redu. In je tega, samo brez panike. Ja. Prelepa knjigica. Sam res, kako lepo razloži, kaj je že vse doživela, ne. Res lep citat, ne. A veš, predzgodovinske reke, pa puščave, krafuna, pa veš, hlapne oceane na Santrigiusu 5, pa lepe lune, jaglana beta, pa vse živo, ne, in pol, ne, in ko ima pa z velikimi prijaznimi črkami napisane besede, samo brez panike, pa si misliš, naša junjakinja je spet nazaj, res lepo je prpele, ne. In pol Artur, kje si pa to dobila? Neka on je izgubil, ne? Ja, on je izgubil, kaj je štopil. Ampak mislim, da je izgubil, kaj je z ladje lezo, ne? Tako, ja. Ali nekje, ne? V avtu je bil, Raslo je bil v avtu. Takrat je mu ven padla svoje bisage. Ja. Svoje priročne torbice. In pa ga vpraša, zoprno vprašanje saj za Arturja, ne? A si videl dosti teh krajev, ne? Pa prav neki že. A jih lahko obiščeva, ne? Tle pa se je videl, da je Artur tako... Je imel pa... Smoko grlo... Se je imel rad, ne? Čeprav vede s to zemljo nekaj močno narobe, ne? A veš, v njemu so že tudi, ne, že imel nek razdelko možganih, v katerem piše, ne, preučiti nujno, ker stvari niso čisto štimale, ne? Tako, kot v nas Fenčarč zgodba, več njih, pa zdaj še delfini, pa ful nekih stvari. Ni grih, vse v redu, sam, a veš, ne klapa, ni se sklapa. Lahko malo miru. Pri konjinku in jušniku še zmer dela, per točijo, a veš, v redu. Končno imam bejbo, super se imam. Žvalita se kanora, bi se halo, a lahko nehaš, prosim, vesolje. S tem vesoljem. S tem vesoljem, ja, veš. To je kakuna. Točno to, kar se je bal, veš, da bo prišel vesolje pa rekel, bu, a veš, ne. Tako, a veš, moraš malo bolj trdo pritisniti tuno pazle, a veš, sestavljeno. No, pejt not, taj gre notor. Paše. V redu je, no, v redu je, sej dober. Pa še samo malo treba potapkati. Ali pa, ko smo bili pri križikah, da izpolniš pač sam neke črke, sam da križ, da ga pol razgleda. Da si geslo dobil ven. Ja, sam tok, ja. Vse ostalo pa pol sam napišeš nekaj.
Ja, ne, in to ga je čizga iz tega vrgane. In ona njemu, a jih lahko obiščal. Ja, valjda, mislim. Ne, prosim, ne. Pa še tukaj ta strah, ne, da spet kakšen tor pride ali karkoli ne. Kaj že prejšnjemu uspelo, ne, mislim, skoraj kočne. Ali pa še huj zapad. Ali pa še ali pa se je rešil, veš. Ja, ali pa zapad prleti. Ali pa zapad uleti, ne, klinc, ne. Tako da. Baby, jaz imam pa 2 glave, no 3. Ja, to. Ampak ne, ona pač samo pove, da bi rada zvedela, kaj je bilo tisto sporočilo, ki ga je izgubila in odkot je prišlo, ker misli, da ni prišlo odtot in pravzaprav ni prepričana, da sploh ve, kaj je odtot. Tako da ja, smo na pečini obešalnik, ne? Ja, smo, ja, to je bilo konc. Mislim, v vsakem primeru si velja tole poglavje še enkrat prebrati, ker je polno, res je dolg cajta in je vse polno lepih literarnih dogodivščin. Kako bi temu rekel, v kakšni resnejši oddaji. Lepo se bere. Lepo se bere. Tako. Se mi zdi, da je bil tole eksperiment z udeležbo, da je Douglas zih mogel jeti s kakšno v Hyde Park. Ziher. A veš, ker drugače ne bi mogel toliko prehvaliti tega Hyde Parka. Tako da ja, ne. Dobro. Kaj? Se zahvalimo spet? Dajmo. Najlepša hvala vsem, ki nas podpirate in poslušate. In ker ste z nami prišli prav do konca epizode, v kateri se Artur kar precej mečkane. Sam res, ja. He's getting on. Ja. It's good. Tole, da bi šla Fenčerč malo potvrd, bo pa že potrpel. Ja, valjda, bo ta šla skap, sem ste imela fest. Ni mu zajet. Ni mu zajet, sam le jaz na njegovem mestu bi rekel, take one for the team, vse sem še malo mečkal. A veš, v Hyde Park, kam šel del, si se lahko v Hyde Parku mečkam, a veš, ta moment ima po mojem. Mislim, ker on je tako kot Marvin, on res ni užival na tem potovanju. To je res. Ni mu bilo užite. Skoro so se norca z njega delali. Večkrat je bil v življenjski nevarnosti. Prve 2 knjige so ga želeli z opičnjakom, tudi vmes za štos še malo zaporo, a veš. In da to vse še enkrat češ. Ne bi, ne. Ne, pa ki ga je nehal žaliti, un model z 2 glavami z opečakom, je bil pa 5 let na prazgodovinski zemlji v eni luknji. Luknike, si dajo kosti v brado, pa tako naprej. Ja, se res. No, ker smo pa glih pri kosteh v bradi, pa če ste imeli že kdaj kost v bradi, nam to povejte na Discordu, najdete ga na opravicujemo.se poševnica Discord, ali pa nam to povejte na družabnih obrežjih, kjer smo posod afna opravicujemo se. In z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Zdaj pa nisem napisal spodaj hvala za vse ribe.si. Kako to? Kako naj človek to ve? Dobro, da se po 129 že to zapomnil, da tudi to piše. Kumi sem skoraj mogel gore zaskrolati. Jaz sem ugasnil app, pa sem šel kar na pamet. Vidim. Pa je šlo. Bravo, vsaka čast. Po 130 epizodah. 129. Aj danes je 130? Ja, ne, pa še nulta, ne. Jubilej. Jubilejna. Če še nulto šteješ. A je to zdaj to, 130. Ja, a potem smo nek prazen. Šimpanc. Ja, odprite si šampanc, kadarkoli to poslušate. Mi si ga definitivno ne bomo. Ja, ker ga nimamo. Imamo pa gin tonik. Skoriste stvar. Lahko si ga enega nanudimo. Wow. No, prav. Jaz sem sam tonik, ker sem že enkrat sam gin. Gin sedevito, če se ne motim, ne? Je tudi to bilo že. To je bilo... Gin sedevito, ker je tonika ni bilo. Ne, zmanjkal je. No, se sej, kaj je zmanjkal. Preden smo šli v Ameriko, sem imela strašno najzafiber in sem rekel, da najbolj, da se ga malo urovkava na izi in sem imela glih tok gina, da pač je bilo za par glažov, ne. Sam tonika sem imela pa sam za en kozarček, ne, tako da sem pol ali 2. A ni bilo enkrat, ko se je nek nazaj prišlo iz nekje?
Ali ti si bila pa druga štorija, Ja. Ker smo pa imeli gin, nismo imeli pa tonika, smo imeli pa brezalkoholen pier. To je bilo, okay. Vrko. Same dobri koktajli. No, zihar je bilo pa tudi, če kakšne, ki se pa ne spomnim, ker teh je bilo pa po mojem največ. Tako da, to je škoda, ker so te štorije najbolj, ne. Te, ki so najbolj, kako bi temu rekli, sočne. Cautionary tales, ne. Se jih človek največkrat ne spomne. Razen če bi bil s kom, ki se jih ne. Je kolektivni spomin dela v teh takih primerih. Ja, sam kurcko včasih ne. Ja, včasih pa je stvar kar fajn, da smo pozabili. To je pa tudi res. Čeprav v bistvu boš prav, ja. Kakšna stvari se pa bolj, če se pozabi. Mislim, da je že možgan tako narejen, da ne se... Dajmo zaključiti pri tem, ne? Veš, kako pravijo. Boljš, da ti je v nedeljo malo naroden, kot da ti je v petek dolg cajt. Je res. Stara modrost. Stara modrost. Ja. Dobro. Ajde ga. Na tej stari modrosti. Čau. Adios.